Samo enkrat te prosim, jo poliži veganki. Razsvetljen boš. Smell the difference. Taste the pussy rainbow. I will sit on your face gledali, medtem ko jem humus. Lih zdaj, ko sem se zleknil in vzel v roke čtivo. Kdo še danes uporablja besedo čtivo? Tim, Janša je za mene naredil dovolj, še preveč. Jo, brave, malo sem bil zloben. Priznam. Pa tako pozitivno zloben. Naredil sem zopet en socialni eksperiment. I'm Kim Kardashian and I just got punked. You just got punked! Prvič sem naredil socialni eksperiment par let nazaj, ko sem na Facebooku par dni zaporedoma vsak dan objavil, da sem najboljši raper v Sloveniji, da sem rap bog, da služim z YouTubeom toliko denarja, da sem si kupil Mercedesa novega. Itak dobil sem to, kar sem hotel, ogromno enih komentarjev, žaljivih. Vse sem bil samo človek, ne? No in zdaj, ko smo doma v karanteni, nimaš kaj delati in valjda na idejo, oziroma na misel mi je spet prišlo, ne, ni mi tisto prišlo, da zopet naredim en tak socialni eksperiment. In sem rekel, pa dobro, ajde, gremo biti spet malo zlobni. Sem rekel samo, o čem bi, ne? Pa dajmo narediti iz trenutne aktualne situacije, ki se dogaja. Oziroma teh najbolj aktualnih situacij zadnje par dni, zadnje par mesecev. V glavnem, moj namen tega eksperimenta je bil, da preživim 2-3 dni kot, bom rekel, tisti tipičen nestrpni Slovenec, ki ne mara nič, kar je drugačnega, ne mara nič, kar je tujega. In sem si rekel, zdaj, Jan, boš živel 4-3 dni. Kako vem, kdo je pravi nestrpni Slovenec? Najbolj jih najdeš na 24 ur spletni strani oziroma na Facebooku in ko objavijo karkoli glede migrantov, veganov, ali bodi se veganskega, nekaj o vladi, nekaj o državi, nekaj o tujem, nekaj o tujcih, to je leglo takih komentarjev, da si prav rečeš, fuck, pa ti si nekomu babica, ti si nekomu dedek, ti si nekomu mama. In sem si rekel, zdaj bom probal jaz biti tak par dni, pa ne tako na hard. In tako sem začel. Sedel sem se za računalnik in sem tipkal, kaj razmišljal, kaj bi, kaj ne bi. In prvi status je bil, da vam ga kar preberem. Vsi socialkarji bodo dobili 650 € dodatka za nekaj gramov trave ali za nakup nove trenerke, da bodo v njej lahko dalje gnili na klopcah. Bravo, le podpirajte lenuhe. 300 lajkov, pa in kar ogromno komentarjev. In s tem se je začelo, to je bil prvi dan. In sem rekel, ta bo prvi eksperiment, da vidimo, če gremo v pravo smer. In ja, ogromno ljudi je bilo na moji strani. Se pravi, idemo pa brati en komentar, kako osko gledo, a so tudi tebi plašnice gor namontirali? Se nečem sem, da je bilo ful ljudi na moji strani, sem mislil, da mogoče me bo kdo napadel. Ženja, lenuhe, študenti študirajo in vmes se delajo, da lahko preživijo čez mesec, kar ni tako preprosto. Lenuhi, resno, 150 € mi je ravno dovolj za WC papir, da si rit pobrišem. Lenuhi so tisti, ki objavljajo neumnosti po internetu in kasirajo za to denar. In pa sem seveda mogel odpisati na to. Se strinjam, tisti, ki z neumnostmi na YouTubeu služijo, bi jih kaznoval z denarno globo. To so tudi lenuhi. No, tukaj je potem verjetno gotovila, da jo trolam in je komentar zbrisala. No, potem se končno eden javil, ki je nasprotoval. Ne vse v isti koš metat. Te ni mama tega naučila? No, potem sem mu jaz napisal, evo ga, socialkar je že glasen. In zopet so ljudi bili na moji strani. Tukaj se je javila še ena Milena. Tu pa tam sem odpisal, ampak ko sem odpisal kar se da neumno. Upam, da ko se bo rabilo sezonske delavce za hmelj in podobno, da jih naženejo delati, drugače naj izgubijo socialno podporo isti trenutek. In tukaj sem jaz uskočil. Milena, odlična ideja. Lahko bi tudi pomagali starejšim v trenutni situaciji. Seveda, prostovoljno. Tako da ja, ljudje so kar jezni na te, ki dobivajo socialno pomoč. No in tukaj so se najdli še ene par. Moje mnenje definitivno ni tako, kot sem napisal. Na socialni niso samo lenuhi in niso samo tisti, ki gnijejo na klopci in kadijo travo. Na socialni so tudi ljudje, ki bi radi delali, pa dela ne dobijo zaradi takšnih in drugačnih okoliščin, ali so zdravstvene razmere, ali jim ne dovoli izobrazba, ali pač enostavno nimajo sreče. Tako da ne moreš reči, da se človek ne želi delati, če na mesec pošlje 6 prošenj in gre na 3 razgovore in je vse negativno. Tukaj sem že vrgel prvo poleno na ogenj in mi je uspelo. In imaš na socialni ljudi, ki bi radi delali, pa ne morejo. In nikakor ne dobi službe, to ne pomeni, da je lenuh in delo mrzneš. Gremo zdaj naprej. Drugi dan, tipkal, ampak pazil sem, da ne znam biti primitiven. In sem rekel, fuck, kako naj jaz hvalim Janšo? Kaj naj napišem, da mi bodo vsaj malo verjeli? Res je bil izziv, ampak potem sem nekaj najdel. No in sem spisal to. Živjo,
Ok, malo sem jezen, dovolj pljuvanja čez Janšo, dajmo obrniti malo to ploščo. Kdo od vseh politikov bi v trenutni situaciji toliko naredil za nas Slovence? Nihče, Šarec, lepo vas prosim, bori se za narod in domovino, celo socialkarjem, zopet sem jih omenil, kar mi še zdaj ni jasno zakaj, bodo dal tistih 150 evrov. Ok, bil je v zaporu, ni lepo, res ni. Ampak zdaj je pokazal pravi obraz, da zna poskrbeti za ljudi, za zdravstvo, podjetnike in upokojence. Gara za nas. Ni vse črno-belo. Res sem vesel, da vsaj nekdo poskrbi za vse nas. In tukaj moram reči, da sem tudi dobil ogromno podpore. No, tukaj je prvi komentar Denis, je sicer razumel šalo in je napisal, čakam dodatni komentar, ampak za nalašč nisem hotel dodatnega komentarja napisati, ker sem vedel, da bojo potem razumeli in se nisem hotel izdati. No in potem gremo naprej, evo, tukaj je že prvi komentar, Jan, zna poskrbeti, ful folka izvisi, za SP-je je en kurac tole. In seveda sem mogel malo prcniti, Jan, ne piši laži, sorry Jan, jaz se vsem opravičujem, ki sem jim kakorkoli kravžljal živce, še enkrat oprostite mi, nobenemu nisem hotel nič slabega, kot sem rekel, šlo je za eksperiment, nobenemu nisem zameril za nobeno žaljivko, čeprav ste bili nekje kar žaljivi, ampak pridemo do tam. Kim? A ti je s čim zagrozil, da ne smeš o njemu grdo govoriti, ali te je podkupil, da ga kar naenkrat tako hvališ? Upam pa, da je zapis mišljen kot šaljiv. Kim je že bila mogoče šaljiv ali ne. No in potem sem spet mogel odpisati. Kim, zakaj bi mi zagrozil? Pišem samo resnico. In tako naprej. Potem še ena, Diana, zdravstvo. Dobili smo natanko 0% dodatek za delo v nevarnih okoliščinah. V tej situaciji Republika Slovenija krši kolektivno pogodbo za javni sektor 39. člen. In tu sem rekel, kaj bi jaz napisal? Jaz sem na politiko ful slabo spoznavam. Sem rekel, sem napisal kar nekaj, pa da vidim, če bom dobil odgovor. Ampak Diana je reagirala prav in dala ignor. Bravo. Napisal pa sem kar nekaj. Seveda ni kriv. Ne vem, ljudje, sedite na ušesih. Počivalšku se zahvalite za to, da ni dodatka. Pa Toninu tudi. Sploh zdaj, ko si je pospravil par 1000 evrčkov z maskami. Počivalšek to ni kar nekaj, ampak ni bilo odgovora. Verjetno je Diana poštekala, da se delam norca. Hotel sem, da se javi eden, ki je zelo proti Janši in smo ga dobili. Matic. Poskrbeti za ljudi. Levi delež maskam je poskrbel Čeferin, ki z našo politiko nima veze. Kapo dol, gospod Čeferin. Zgodovina se ponavlja in JJ spet pokazal, da je vojni dobičkar. Zakaj mislite, da na Kitajskem 2 tedna že stoji skoraj 6 milijonov mask, ki so darilo Alibabe? Stoji zaradi tega, ker vlada dobavlja opremo prek posrednikov, ki se lastne žepe polnijo z visokimi provizijami, ki jih pa brez skrbi poberajo tudi vsi v vladi. Tudi JJ. No in tu sem rekel, takega sem čakal in sem rekel, tu pa moram postaviti še eno poleno na ogenj. In sem napisal, Matic, kaj zdaj, ker si se zahvalil Čeferinu, ti bo kar nakazal evre, zakaj bi to, Alkuaga, to sem uporabil nek savinski sleng. Vse veš vse, kje stojijo, koliko mas in tako dalje. Ajde, pripelji jih še v Slovenijo, kaj se čaka? Ajde, akcija. No, potem se je javil še Tim, ki je bil na strani Matica, tebi pa jih bo Janša nakazal, sploh razumeš od kje in zakaj ta denar? Na to Matic, Jan Valkman, če vem jaz, kje so te maske, mislim, da tudi Janez ve, kje se nahajajo, ampak zakaj jih potem ni? Kaj čaka tvoj veliki vodja? In potem sem zopet napisal totalno nekaj neumnega. Tim, Janša je zame naredil dovolj, še preveč. Če se pa tako razumeš, odkje denar in zakaj ta denar, zakaj nisi na poziciji in ti, heroj, urediš, da zadeve pijejo vodo. Matic, sorry. In to sem potem jaz napisal zopet ten genialen komentar, ki sem hotel, da ugotovi, da ga trolam, ampak ni ugotovil. Matic, joj, kako najedaš. Lih zdaj, ko sem se zleknil in vzel v roke čtivo. Kdo še danes uporablja besedo čtivo? V oklepaju Janez Janša premiki. To knjigo je imel oče, tata, sram te bodi. To knjigo sem 15 let, vsakeč, ko sem stopil dnevno, me je na policiji tako gledala, Janez Janša premiki. Mi najedate z nebulozami. Kaj pa je Šarec pred njim naredil? Ali bodi si ostali? No in potem tukaj je zopet Matic mi odpisal, očitno si tudi ti podlegel mađarskim forintom. Z argumenti, ki jih ni bilo, si pokazal, da ti je zunanja in notranja politika španska vas. Res mi je. Drži se raje tega, ker ti imenuješ muzika, glede na tvoje poglede ti predlagam knjigo Mein Kampf. Vsi so potem, ko so nekako videli, da pač z mano ne gre, ker ali sem totalno neumno odpisal, ali sem bil tisti pravi nestrpnež, so šli na ta del z mojo muziko. Tu nima muzika veze. Ne. Ampak vam ne zamerim, sem vas razživciral, sem jih hoteli nekako vrniti, razumem. No in tu se je potem razvila vojna naprej, bla 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 bla. Ampak najbolj kaj ne morem verjeti, recimo, ko sem objavil status za Janšo. 10 dni nazaj sem objavil roast na Janez Janšo. V 10 dneh je videlo 40 000 ljudi.
In 10 dni kasneje hvalim Janšo. Mislim, pa daj malo pomisli, da tukaj nekaj ne štima. Ampak kljub temu sem jim kravžljal živce. In tukaj sem rekel, ok, ampak jaz rabim še nekaj več. Še rabim, to ni dovolj. In potem sem se spomnil na vegane. Jaz sem vedel, da karkoli napišeš proti veganstvu, to se jih bo usipalo roj čebel, stampedo. In sem rekel, pa dajmo probati še tu pljuniti na karbid. In res je, napisal sem tale status. Joj, vegani, mislim, da bi v trenutni situaciji morali imeti bolj stroga pravila. Se pravi, obisk trgovine maksimalno 30 minut. Situacija ni rožnata in v trgovini biti zbirčen zahteven no go. Trgovke so že tako pod stresom in vegani jih svojo zbirčnostjo samo dodatno stresirajo. A veganskih kifelčkov pa nimate? A je ta banana veganska? Joj, gospa, kje imate veganski popper? Mislim, a v tej trgovini ni enega veganskega jogurta. Pa vso zelenjavo nam poberejo. Kriza je, žal. Vegani, se strinjate, da vsaj enkrat niste egoisti. No in tukaj sem pa dobil tisto, kar sem iskal. Tu sem bil pečen iz vseh strani. Na začetku je še delovalo, pa se ne bo nič. Potem pa so se, mislim, da je nekdo objavil v eno skupino in to se je usipalo, se pravi, stampelo komentarjev. Tukaj pa sem rekel, to bo bil totalno primitiven, res prav glup in neumen bom bil in bom odpisoval tako neumno, da vidim, dokam lahko grem in kaj lahko vse dobim od njih. Se pravi, malo je bilo zlobno to, kar sem naredil. Maša, torej ne vegani odstopijo. V tej situaciji, kaj pa če, od vseh svojih moralnih prepričanj, ker bodo vzeli dodatni 2 minuti prodajalki, katere služba je ta, da pomagajo stranki. Ironično, da si napisal, da so egoisti, glede na to, da si ti kaj je napisal te objavu. Rajš napisati takih primitivnih stvari. In tu sem zopet, vse sem rekel, tu sem hotel biti hard primitiven. Jaz sem tudi moral odstopiti od svojega moralnega prepričanja. Katolik sem. Veliko noč žal ne bom preživel v cerkvi in sem se s tem prijaznil. Easy. Glede na prodajalke si pa zelo grdo napisala, kot da, vse ona je tam. Naj dela, itak mora, kurco gleda. Zelo grdo. No in Maša se ni udala. Ja, ampak ti nimaš možnosti, da bi preživel v cerkvi. Oni pa imajo še to opcijo, da nakupujejo veganske izdelke. Zakaj bi se pol sprijaznili z nečim, če še imajo opcije? Ne, to, kar si ti napisal glede prodajalke, je grdo. Moj stavek je čisto korekten, ali vse ona je tam, da dela in pomaga strankam. In potem sem spet bil primitiven, vse ona je tam, pa kaj je trgovka, predmet, mislim grozno, ogorčen sem. Za nalaž sem uporabljal take izraze, da bi mogoče kdo poštekal, ampak niso. Bolj ko sem bil neumen, bolj so mi kontrirali. Je Maša odpisala. A nisi ti nek reper, ka probal spet na slovenski sceni, tako kao vsi ostali? Talk about ovčke. In potem moja genialnost je udarila nazaj. Reper? Jaz? Se me zamenjala za Vauxa kot vsi ostali. Ali kdo je že ta pederčena? Fuck. Prav, ko sem te stvari pisal, sem si prav rekel, fuck, ne morem biti primitiven, ne znam biti. Ne morem biti osko gleden ali nestrpen, ne znam. No in tukaj pride v igro Nastja, a ti pa ne jemlješ časa, ko gnjaviš, da bi imel 2 rezini salame več, primitivno do konca. Sem seveda odpisal v mojem stilu, Nastja, doma imamo kmetijo, poguglaj, vse salame pridelamo doma, salame iz trgovine so fuj fej. Tako da ja, rabiš salamo s kodom Walkman 56, dobiš toliko popusta, kolikor si stara. Lepo pozdrav. Se opravičujem, ljudje, prosim, ne mi zameriti. No, potem je tukaj še prišla Vasilisa, verjetno fake profil. Razsvetljiv se nas in ne tavamo več v temi. Hvala. Odpisal sem hvala za support in je na to ona odpisala, ni panike, Mesija. In sem odpisal, Mesija ne maram, Ronaldo je dosti boljši igralec. Kar neki. Pol pa je tukaj prišla v igro Tijana. Vedno me je zanimalo, a kaj boli, če imaš IQ nižje od temperature zraka? Po zimi, na Antarktiki. Ti zagotovo poznaš odgovor. Kako stara fora. Ok, rečva, da je super huda fora. Kje na Antarktiki pa? Temperature zelo varirajo, ob obali je topleje. Bi vedela s prstom pokazati, kje na zemljevidu leži Antarktika? Lep pozdrav. No, tukaj sem pa dobil Dejan. Tole si ga pa mal mimo udaril. V težkih trenutkih se ravno pokaže, koliko veljajo tvoja načela. Sicer se strinjam s tem, da se najeda preveč trgovkam, ampak to velja za celotno populacijo. Ne pa, da se zdaj spravljaš na celotno populacijo, ki se je odločila za drugačen način življenja. In zopet, moja zloba je prišla na plano. Dejan, kako pa veš, da tudi jaz nisem izbral drugačen način življenja? No, naj ti razložim. Že nekaj let vozim samo dizel avtomobile, ker s tem onesnažujem manj okolja z dizlom. Na začetku je res bilo
zelo težko, ampak šta se mora, nije teško. Zakaj sem se tako odločil? Greta. Sploh ni poštekal, da dizel dejansko najbolj onesnažuje okolje. In sploh mi ni napisal tega nič nazaj. Oziroma mi je odpisal nazaj, ampak nič na to. Sploh ne berejo. No, Nastja se ni vdala, brezvezen si, žensko si raje najdi, ker si želim pozornosti. Pa sem napisal, Nastja, kako pa ti veš, da nimam ženske? Zdaj sem pa zmeden. Pol pa se je javil Gašper, ne vem iz kje je padel, iz Hruške, doma imajo kmetijo, pa živi v fletu 20 kvadratov. Gašper, živijo ali Jakob? Ker ima Gašper Jakob. Kako pa veš, kje živim in kakšna je moja kvadratura? Hajd, bodi car, ugiba še koliko znaša moja najemnina. Predvidevam, da je najemnina nekje 70 €, potem ko odšteješ socialno podporo. Po se je zopet Nastja najdla, definitivno sem podpirala tvojo rap kariero. No more bro, no more. In zopet isto, ko ne vemo več kaj bi, dajmo se spraviti na tisto, kar delaš. In to je glasba. Tako da to je že druga ali tretja, ki se je spravila na glasbo, čeprav glasba, kaj ima tu glasba veze s mojim statusom? No in potem sem Gasperju še odpisal, plus 150 € dobim v aprilu, mi ostane celih 220 €, ki jih plačate vi. No in potem je Nastja še pod eno objavo napisala, nič kaj ambiciozen wannabe rapper se je naredil izjemno slabo reklamo. Smili se mi in zopet je Nastja pod enim komentarjem zopet napisala, dejansko, jaz pa sem podpirala tvojo žalostno rap kariero. Se pravi, kako se je človek v trenutku spremenil, do tega trenutka me je podpirala, zdaj pa je bila moja karijera žalostna, sem bil wannabe rapper, ampak sam sem si kriv. Ne zamerim vam in se opravičujem za to, ker sem bil tako hinavski. Mogoče res pretiraval, ampak sem samo hotel videti, če lahko vam prodam totalno neumnost. In tukaj je še Sanja, ta komentar je bil kar šarf, oster. Ampak okej. Spet ponavljam, to sem iskal. Zdaj sem videl, do kakšne meje lahko grejo ljudje in jih sprovociraš s 3 stavki. In ta komentar je Sanja. Edino salamo, katere veganke jejo, je tista med nogami. Tvoje recimo jaz niti povohala ne bi. Znano je, da genitalija tistim, ki jejo meso, smrdijo po crkovini. It's a local vegan joke. Google it. Isto pot in iztrebki. Protein fart ni samo bajka, žal. Zdaj, če ješ crkovino, je to tvoja izbira. Samo enkrat te prosim, jo poliži veganki. Razsvetljen boš. Smell the difference. Taste the pussy rainbow. Zdaj, ko boš prerastel teleigrice na netu, give me a call. I will sit on your face gledali, medtem ko jem humus. To so potem že... To so bliže hard komentarji, ampak jaz sem hotel priti do tega nivoja, da so hard komentarji. To je bil hard, ampak dober komentar. Dober, ne vem, če nisem še z nobeno veganko spal. Tako da nisem pa opazil, da bi kakšni, s katero sem jaz spal, smrdela. Potem je bila tukaj Nastja, ta moja velika podpornica, ki žal več ni Nastja, sorry. Upam, da me boš nazaj poslušala. Shit, I am sad I'm not into women. Ja, to je to, kar sem želel dobiti in to sem dobil. Dobil sem eno porcijo. Ne vem, zakaj so pa vegani tako negativno nastrojeni. Mogoče zato, ker se iz njih delajo norca. In to sem opazil, da karkoli narediš veganskega proti, to je takoj, toliko enih negativnih komentarjev, toliko enih žaljiv, vse si samo človek, ne. In zdaj sploh ne rabiš narediti, ne vem kaj, jaz sem jih sprovociral z 10 stavki. Sploh nisem rado posnet videa, nič. In zdaj kakšno je moje mnenje o veganstvu, nisem proti nobenemu veganu, od mojega brata punca je veganka, ampak ne razumem, zakaj je toliko negativne energije okoli tega. Vsej pač boli te kurac, ti ješ zelenjavo, on je meso, kaj te briga kaj on je, ne? Mene tudi ne briga kaj vi jeste, jaz sem ta status napisal kot socialni eksperiment, nikoli do zdaj nisem se nikoli dotaknil veganov, ker pač mi niti ni bilo to v interesu, ampak sem vedel zdaj kaj moram narediti, če hočem ta eksperiment, da bo uspel. Vsem se opravičujem še enkrat za vse živce, ki sem jih skravžljal z mojimi primitivnimi komentarji, tudi tistim, ki ste me napadli za kar nekaj stvari, da živim v 20 kvadratih, da mi genitalije smrdijo, vam ne zamerim. Eksperiment je uspel, kaj sem hotel s tem dokazati, da s kakšno lahkoto ti nekaj prodaš. Ti si lahko na internetu kar hočeš. Ti si lahko na internetu en dan milijonar, drugi dan si totalno reven, tretji dan si podpornik Janše, četrti dan si podpornik Šarca in ljudje bodo verjeli. In bolj ko boš neumno in primitivno napisal, bolj bodo zagrabili za to kost in bolj bodo glodali. In zdaj vidite, s kakšno lahkoto ostali zvezdniki, influencerji, mediji, televizija nam prodajajo laži in nas zavajajo. Ne rabiš narediti nič, ne rabiš niti vedeti psiholoških trikov, dovolj je, da napišeš par stavkov. Tako da, dragi moji, dajte se imeti lepo, dajte se imeti radi, ne se žaliti. Če vidiš nekaj prebereš in se ti zdi primitivno, pa probaj iti mimo. Vse to zdaj jaz govorim, mogoče ki lih nisem tak, rad komentiram zadeve, ampak to je moja služba.
greš mimo, rečeš si, kurz ga gleda, primitivc in to je to. Ne vpliva to na tvoje življenje nič, niti malo. Tako da ja, hvala, da ste poslušali, da ste zdravi, jejte, kar želite, samo ne topirjev ne. Čau!